Smo v Mestni galeriji Ljubljana na razstavi Soobstoj in ta razstava je nastala iz potrebe, ki se kaže vedno bolj v današnjem času in je povezana s problematiko pereče teme od človekovega odnosa do okolja, do našega skupnega ekosistema. In osnova je bila najprej v bistvu zbrati umetnike, ki se že dlje časa ukvarjajo s to problematiko. Predvsem gre za umetnike, ki so tudi sicer v bistvu mednarodno prepoznavni in v svojih umetniških praksah delujejo nekje na presečišču med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo. Zakaj ta razstava? Zakaj še ena razstava v naravi? Zaradi tega, ker pač problemi se ne končajo in zaradi tega, ker recimo tudi pomembni misleci današnji, kot je recimo ameriški filozof Timothy Morton ali pa kurator in teoretik Hans Ulrich Obrist, ki pač v bistvu postavlja neke temelje v razmišljanju o tej temi, v bistvu razpirajo neka vprašanja, ki so zelo ključna, da si jih zastavimo tudi mi in tudi naši umetniki. In prav ta razstava in koncept razstave temelji na eni zelo zanimivi knjigi tega ameriškega filozofa Timothyja Mortona, ki razmišlja o tem, kakšna naj bi bila ekologija oziroma ekološka misel v prihodnosti. V bistvu temeljno recimo vprašanje Mortona je tudi, kako sobivati naprej. Soobstoj je temelj naše prihodnosti in to je bila taka ključna točka tudi za umetnike, da razmišljajo, kako oni to gledajo. In ker razvijajo to na presečišču znanosti, umetnosti, tehnologije, je zelo zanimivo, kako oni kot umetniki spekulativno gledajo na ta vprašanja. Ker umetnik ima veliko širše polje kot znanstvenik in si lahko dovoli, da špekulira, da uhaja v neke fantazijske projekte, seveda pa na nekih argumentih. Tako na primer prihaja do izjemnega sodelovanja z znanstveniki. Imamo pri vsakem delu več ni en napis, olje, platno, pa mere, pa tehnika, ampak je tukaj cel kolofon celega tima, kjer umetniki pogosto sodelujejo z raznimi znanstveniki z področja filozofije, matematike, fizike, predvsem ekologije, evolucijske biologije. In v zvezi s tem potem nastajajo neka umetniška dela, ki so lahko zelo zanimiva tudi za znanstvenike. In tudi na pogovorih, ko se pogovarjamo, tudi znanstveniki priznavajo, da strani umetnikov velikokrat dobivajo zelo zanimive ideje in da prihaja do sodelovanja z roko v roki tudi med znanstveniki in umetniki, da se med sebojno vplajajo in da tukaj ne gre za vprašanje neke servisne vede ali pa pomožne vede, kogarkoli. Tudi sama razstava, sam koncept razstave je temeljil na tem, da sledi tej ideji teme soobstoja in sodelovanja. Zato je tudi sam projekt tekel tako, da smo se dobivali v galeriji, ko smo pripravljali razstavo, v smislu, da smo imeli veliko dialogov, da so umetniki med seboj spoznavali dela drugih in da je prihajalo v bistvu do povezovanja tudi med njimi. In tudi sama postavitev razstave je zelo koherentno postavljena v smislu usklajevanja umetnikov med seboj, kje bo kdo imel svoje delo in kako bo kakšno delo korespondiralo samim sabo. In na koncu gre v bistvu za kolektivno izjavo in za družbeno odgovorno gesto v smislu opozarjanja tudi javnosti in publike o teh pereči problematiki in odpiranja enega polja, enega platforme, kjer se tudi obiskovalec in javnost začnejo spraševati in iskati neke odgovore ali pa razmisleke v zvezi s to temo. Glede samih umetnikov je tako, da bi jaz razdelila na dve skupini. Na eni strani sta recimo
mogoče se bolj povežeta Miha Godec in pa Urša Vidic, ki bolj greta v to biotehnološki, biološki, bolj tak naravosloven aspekt same teme ekologije in ukvarjanja s tem, da smo vsi del skupne biosfere in da v bistvu nismo nad vrsta ostalim organizmom na tem svetu. Recimo Miha Godec se ukvarja zelo eksperimentalno z vprašanjem povezovanja človeka oziroma živali in rastline v enem organizmu. Ti organizmi vemo, da obstajajo. Naprimer, en je tak morski črv roskov, ki je sposoben fotosinteze in zato sposoben proizvajanja odvečnega kisika in možnosti preživetja v nekem ekosistemu zaprtem. Ideja je bila tudi, da bi bil to poskus lahko izven naš planetarno območje in reševanje vprašanja preživetja in obstoja človeka ali pa nekega živega bitja nekje, kjer niso taki pogoji, kot so tukaj, in možnosti, kako bi se evolucijsko lahko nadaljevalo življenje nekje drugje. In v bistvu v sklopu svojega dela, v sklopu izjemno dodelane skulpture, ki spominja na en tak, rečemo kot nek satelitski stroj oziroma neko plovilo, je v tej kapsuli notri naseljena kolonija teh morskih črvov, ki se v bistvu živijo v tem ekosistemu in se slika živo prenaša na projekciji, lahko opazujemo delovanje teh črvov. Hkrati je povezano z zvokom, ki je v bistvu sestavljen. Miha je hkrati tudi umetnik, ki se ukvarja predvsem s problematiko vode in z onesnaževanjem vode, pomenom vode za naš svet. In v bistvu tukaj hkrati poskuša narediti vidno tisto, kar je nam nevidno, se pravi ozvočiti recimo vodo, jo nekako pokazati neke skrite plasti, ki jih ima voda, v končni fazi rečemo temu, nek material, neko informacijo, v kateri je zbrana ves historiat našega človeštva, vse te informacije, ker voda nenehno kroži in v tem smislu Miha tudi ozvoči ta projekt svoj, ki ga imenuje Roskov. Tako da večkanalno ozvočenje v tej postavitvi nekako poustvarja zvoke iz oceanov, ki jih on potem preko računalnikov generira v neke nove zvoke. In njegove kinetične vodne skulpture so vedno hkrati tudi zvočne skulpture. Če pa gremo na Uršo Vidic, se prav tako spekulativno ukvarja z istim fenomenom fotosinteze neke bodoče ribe, ki bo bila sposobna fotosinteze zaradi tega, ker se prehranjuje z algami. To spekulacijo je Urša Vidic prenesla na risbe s pomočjo evolucijskega biologa Petra Trontla. Sta razvijala možno vrsto organizmov v vodi, ki bodo v bistvu sposobni tega in hkrati postavi to spekulacijo in risbe, ki v bistvu so znanstvena ilustracija, ki se omejuje na luske te ribe, da je vse skupaj zapakirala v sobo, ki spominja na muzejski ambient prihodnosti, ki govori o preteklosti, ki je bila nekoč prihodnost. Se pravi o nečem, kar mi še ne vemo, kar bo, in je hkrati že preteklost, in te luske predstavi tudi kot fosilne ostanke nekega preteklega življenja, se pravi dolgo za našim tisočletjem. Urša Vidic se tudi sicer ukvarja z mističnostjo narave, z atmosferskimi učinki narave, z zajemanjem tistega, kar je nemogoče zajeti, kar je, kot reče Timothy Morton, hiperobjekt, ki ga ne moremo začutiti
videti, zaznati z našimi čutili, ki jih so nam na razpolago in so neizmerljiva. Potem imamo pa na drugi strani še Boriso Bejo in pa Majo Smrekar, ki mogoče naslavljata te teme bolj z tega družbenega, socialno-družbenega vidika. Maja Smrekar se, vemo, veliko ukvarja z fenomenom hibridne družine oziroma povezovanja človeka in živali in v bistvu pozitivnih efektov tega povezovanja in te simbioze, ki je mogoča med obema vrstama. In naslavlja, v bistvu izhaja iz nedavnih poplav, ki so bile v Sloveniji in ki so prizadele ne le ljudi, naravo kot tako, ampak tudi živali. Ona sama nas skozi svoj zelo subtilen video, večkanalni video in inštalacijo spomni na prizore, ki smo jim bili priča v času poplav, ko so vode, narasle vode in reke odnašale življenja, spomine, smeti, ostanke hiš, ki so se podrle in tudi divjad, ki je potem nasedla na rečne bregove in ona se je osredotočila pač na to tragedijo, to katastrofo, ki se je zgodila živalskemu svetu. Hkrati je pa to, kar je poimenovala superpozicija, prenesla še v drug del postavitve, kjer se prav tako ukvarja z usodo te divjadi. Potem pa imamo Borisa Bejo, ki pa zelo družbeno, socialno gleda na te probleme, izhaja pa predvsem iz osnaževanja okolja, travnikov in tega, kar mi vsi gledamo danes z avtocestnih horizontov, ta očišča, ki danes, oziroma ta vidiki, ki danes niso več taki, kot so bili včasih, ko si ti s poti gledal kozolce, danes z avtoceste gledaš kupe bal, plastičnih bal, kjer je zapakirano seno, vidiš kozolce, ki niso več kozolci, ki so v bistvu jumbo plakati, oglaševalski panoji za razne potrošne izdelke in hkrati krajina izginja. On se tudi sprašuje, kako misliti naravo iz pisarne, ohlajene, klimatizirane. Kako misliti naravo danes, ko jo v bistvu zelo uničujemo. In skozi svoj projekt Plastic Fantastic, na primer, zanimivo razmišlja o tem, kako to, kar mi zavijamo seno v plastiko, pronicajo te mikroplastični delci v zemljo, na pašnikih krave, to recimo, ki se pasejo, gre v njihov prehranski v njihov sistem in mleko, ki ga dajejo in mleko, ki ga mi pijemo, gre spet v tetrapake in potem iz tetrapaka v bistvu mi sami sebe, ko pijemo to mleko, onesnažujemo in spet to gre nazaj v naravo, ta krog, ki se vedno bolj stopnjuje, on v bistvu razdela na tej postavitvi. Hkrati pa tudi veliko razmišlja o tem, kaj pomeni danes rezano cvetje, ki je po eni strani hkrati odrez cvetlice od korenin, Hvala za rože je ta njegov projekt, in po drugi strani spet te cvetlice grejo v roke obdarjencem, vse te cvetlice, ki jih on uporabi, šopke, jih je podaril znancem z namenom povezovanja. In to je en tak poklon temu, da bi se morali bolj med seboj povezovati. Hkrati se v bistvu ti šopki, ko uvenejo, spet vrne nazaj v naravo. Poskuša biti Boris Beja tudi na nek ekološki način pristopati k tak proces dela, ki si ga on predstavlja, poskuša osmisliti tudi skozi svoje delo, da v bistvu zreciklira stvari, da dela iz nekih trajnih materialov in tako naprej, uporabljenih, da naredi nekaj, kar je onesnažujoče, iz tega materiala neko dodano vrednost. In Boris Beja je v bistvu nekje hkrati tudi na stičišču vseh teh pozicij štirih, ker govori o tem povezovanju, nujnosti povezovanja, o tem soobstoju, in njegovi kolaži so hkrati poziv k temu, da se je potrebno povezati v ekosistemu tako, da bo to vzdržalo prihodnost. Vsi se pa strinjajo, tudi jaz skupaj, ki smo skupaj snovali razstavo, se strinjamo, da narava bo obstala ne glede na to, ali bomo mi del
verjetno del te narave v prihodnje ali ne, tako kot se je to že spraševala Jasna Hribernik na razstavi L'Avenir, nekaj razstav nazaj. Mestna galerija se namreč v tem letu ukvarjala z vprašanjem našega obstoja v prihodnosti in pozicije človeka v njej.